Poletje se počasi bliža h koncu, vendar poletja v Novem mestu ni konec brez tradicionalne prireditve Noč na Krki. Da bo tokrat še bolj pestro, se bo noči pridružil tudi Dan na Krki in projekt Krka živi, kar pomeni, da bo v soboto najin ob Krki sila pestro. Ja, to je bil že lanski poizkus, ko smo vpeljali v bistvu celodnevne aktivnosti na in ob reki Krki. V letošnjem letu so se začele aktivnosti že junija, ko smo imeli dan odprtih vrat, tako da tudi letos v sklopu Noči na Krki tudi celodnevne aktivnosti na in ob reki Krki. Čez dan bodo predstavili vse najboljše, kar živi v sožitju z dolenjsko lepotico. Dnevne aktivnosti se začnejo nekje ob 10. uri dopoldne in praktično vsi deležniki, ki delujejo tako ali drugače na levi in na desnem bregu Krke, od potapljačev, ribičev, ženski odbojkarski klub bo imel turnir odbojke na mivki, seveda na drugi strani tudi tako imenovan pump track oziroma poligon za kolesarjenje, teniška igrišča izposoja čolnov, zipline, na gostišču Loka pripravljajo kulinarično Tisko areno, prav posebno gostinsko popestritev in pa potem dogajanje vse tja do Pumpence, tudi likovna kolonija, plezalna stena, igrišča so na voljo, tako da ogromno enih aktivnosti za vse. Odziv Novomeščanov za poletne aktivnosti na reki je bil po mnenju organizatorjev zelo dober. Praktično vsak vikend, če se malo sprehodimo takole ob Krki, vidimo, da potekajo aktivnosti in ljudje se vse bolj množično udeležujejo, če ne drugega, vsaj sprehod. Zdaj je pa res, da letos je bilo julija katastrofalno vreme, tudi reka Krka ni bila najbolj primerna za kopanje, tako da letos se to malo pozna. Lahko pa rečem, da tam od junija smo praktično dnevno lahko srečevali mlade, ki se kopajo, bodisi skačejo iz mosta, bodisi na mestnem piknik prostoru ali pa na Pumpenci. Tudi zipline je obratoval, dneve, ko je lahko obratoval. Tako da ja, počasi jaz mislim, da se prijemlje to prizorišče in postaja zanimivo za obiskovalce. Seveda bo eden vrhuncev prireditve nastopil ob 19. uri, ko se začnejo večerne aktivnosti. Kot vsako leto tradicionalno najprej otroške delavnice za izdelavo čolničkov in potem seveda tudi spust čolničkov po Krki. Letos obiskovalce vabimo, da otroci si sami izdelajo čolničke, potem pa jih bodisi mi iz splava spustimo ali pa jih otroci sami spustijo iz brežin. Iz splava je nekako bolj atraktivno, ker te lučke ostanejo čim dlje na Krki. Tako da v nadaljevanju pa se večerni program nadaljuje z koncerti 3 skupin. Najprej smo povabili lokalnega domačega izvajalca Jernej Zoran svojo novo skupino, v nadaljevanju pa rock and band, ki po več letih prihajajo ponovno v Novo mesto, in pa zaključujemo z trenutno aktualno zasedbo Abba Mia. Aktualno pravim zaradi tega, ker je ravno drugi del filma Mamma Mia tudi zunaj. To pomeni, da se bo za vse generacije nekaj našlo. Za vse generacije, za vse okuse, predvsem eno sproščeno in zabavno zaključevanje poletne sezone na in ob reki Krki. Sicer ima prireditev Noč na Krki res že zelo dolgo tradicijo, ki je bila vmes za daljši čas prekinjena, v zadnjih letih pa njen program nadgrajujejo. Novomeščani so reko Krko tudi uporabljali, bodisi za pranje, bodisi za različne druge aktivnosti in seveda reka Krka je pomenila življenje. Meščani so tudi v zgodovini uporabljali reko Krko za različne dejavnosti, bila jim je potrebna za življenje in seveda temu so sledili in so jo tudi obeležili s to prireditvijo Noč na Krki. Potem so v prejšnjih letih Turistično društvo Novo mesto obudilo to prireditev in z veseljem to tradicijo nadaljujemo naprej tudi v teh dnevih. Ob tem organizatorji pozivajo vse obiskovalce, da avtomobile puščajo na parkirnih prostorih v okolici, na Novem trgu, pri Tušu ali na ostalih označenih parkirnih prostorih, kajti promet bo zaprt in bo namenjen predvsem pešcem, kolesarjem in seveda vsem tem aktivnostim v sproščenem vzdušju, brez bojazni, da koga avto povozi. Prireditev Vstop je brezplačen bo v primeru slabega vremena odpadla.